From the National Press Agency. Simona Gramić, nacionalna novinarska tiskovna agencija. You have to push the speak button. Pritisnite na gumb za mikrofon. Do you hear me? Ja, hvala, se slišim. V bistvu vprašanje za oba, če lahko, za oba, za gospoda Sasolja in gospoda Janšo, če je možno. In sicer me zanima, ker torej Slovenija postavlja v ospredje v času predsedovanja tudi vladavino prava. In zadnje čase se pojavljajo v Sloveniji dvomi v bistvu spoštovanje vladavine prava, tudi v povezavi z položajem medijev. Konkretno recimo financiranje medijev oziroma recimo konkretno nacionalne tiskovne agencije, pa me zanima zdaj konkretno gospod Janša, kako bo vlada v bistvu zdaj reševala to težavo financiranja medijev oziroma Slovenske tiskovne agencije. Nedavno je Evropska komisarka Jourova ponovno pozvala k rešitvi tega problema. Za gospoda Sasolja pa kako v bistvu on vidi tole položaj oziroma spoštovanje vladavine prava v Sloveniji. Hvala lepa. Prime Minister, please. Gospod predsednik vlade. Prime Minister, the floor is yours. Ja, pa ni bilo povezave, nismo slišali vprašanja, lahko ponovite. Ni bilo niti slike, niti glasu. Can you please repeat the question, Mrs. Lahko prosim ponovite vprašanje, ampak zelo na kratko. Se slišimo še enkrat? Si. No. Ja, se slišimo, se opravičujem. We can hear you here in the press room. No. Lahko vas slišimo tu, ampak ne pa v Ljubljani. Okay, we will try again. Bomo še enkrat poskusili. Morda Federica Bianchi iz Expressa lahko postavi vprašanje. Federica Bianchi. Federica Bianchi. Za vas, gospod Sasoli, samo ker na vprašanje kolegice z Slovenske tiskovne agencije niste odgovorili oziroma niste mogli odgovoriti zadeva financiranja STA. Kaj vi mislite o tem? Ko vidite položaj medijev v Sloveniji, veliko očitkov, tudi v samem Evropskem parlamentu je bila ena ali dve razpravi že o tem, tudi glede imenovanja evropskih tožilcev, kakšno težo pripisujete temu, ali to res samo neka proceduralna ovira, ali to resna težava v kontekstu EU. Hvala. Guardi, c'è stata una... Poglejte, imeli smo razpravo, tudi vprašanja so postavljali predsedniki političnih skupin v zvezi s financiranjem. Predsednik vlade je podal svoje obrazložitve glede načina financiranja te agencije. Seveda je za nas, kot veste, vprašanje svobode tiska ključno, pomembno vprašanje. Vedno se ga prednostno obravnava pri vseh proučevanjih situacije v posameznih državah in to bo tudi vedno tako. Kar se tiče specifičnega mehanizma, pa je predsednik vlade predsednikom političnih skupin podal obrazložitve, ki jih tudi poznate. Gospod predsednik vlade, želite vi zaključiti to tiskovno konferenco? Mislim, da se ne slišimo. Ne slišimo Ljubljane. Hvala lepa in lepo popoldne vam želim. Grazie. Hvala lepa. Tokrat smo jih slišali, sem so prehitri.